Lepo pozdravljeni na 15. seji občinskega sveta občine Selnica ob Dravi. Torej ugotavljamo, da smo sklepčni. Danes je prisotnih 11 oziroma 12 svetnikov, 3 pa so se opravičili. Ja, 12 torej prisotnih, torej 3 so se pa opravičili, tako da smo sklepčni in lahko torej, normalno torej sklepamo in odločamo. In prehajam na drugo točko, to je obravnava in sprejem dnevnega reda, ki ste ga dobili z vabilom. Torej po potrditvi skrajšanega zapisa sledijo na točki 4 informacije županje, nato informacije vaških odborov, potem bomo obravnavali pravilnik o uporabi telovadnic v osnovni šoli Selnica ob Dravi, nato bomo razpravljali o odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo vrtca in večnamenske športne dvorane v Selnici ob Dravi, v enoti urejanja prostora S3 in S2 del v prvi obravnavi. Nato bomo obravnavali odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Selnica ob Dravi. Nato bomo razpravljali o pravilniku o subvencioniranju sistemov za zbiranje in uporabo deževnice ter ureditev virov pitne vode za gospodinjstva v občini Selnica ob Dravi. Nato bomo iskali torej sklep oziroma potrjevali sklep o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Selnica ob Dravi. Nato bomo predstavili in obravnavali elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v občini Selnica ob Dravi za leto 2020. Nato sledi poročilo o izvrševanju proračuna občine Selnica ob Dravi za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2020 in kot zadnjo vsebinsko točko odlok o spremembi in dopolnitvah odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2020, nato pa sledita točki vprašanja svetnikov in pa pobude. Ima morda kdo kakšen drugačen predlog, pripombo, razpravo na dnevni red? Vkolikor ne, prosim, da z dvigom lističev predlagan dnevni red potrdite. Tako, hvala, soglasno sprejet. In prehajamo k naslednji točki, to je potrditev skrajšanega zapisa 14. seje, ki je bila 3. septembra 2020. Ali je morda na zapisnik kakšna pripomba, vprašanje, dopolnitev? Vkolikor ne, dajem predlog zapisnika na glasovanje, prosim, da z dvigom lističev, torej zapisnik 14. redne seje potrdite. Hvala lepa. In prehajamo na naslednjo točko, to so informacije županje. Tako, zadnjič na 14. seji smo imeli malo manj informacij, zato pa sem danes, ko je bolj redna seja, torej pripravila en zbir informacij, kaj se je dogajalo od junija, ko smo se pravzaprav zadnje videli in se sestali. Aha, to pa nama ne sledi. Ja, pa noče več ne jemljeno. Zdaj pa bo. Zdaj pa bo. Tako, zdaj pa bo. Torej, 24. septembra smo imeli svečano sejo občinskega sveta. Kot veste, v maju občinski prazniki ga običajno nekako obeležimo tudi svečano sejo. Zaradi epidemije ni bil izveden in zato smo predvsem zaradi podelitve priznanj torej to prestavili v september, ko je slika bila nekoliko boljša. In ob tej priložnosti smo seveda tudi poimenovali dvorano, veliko dvorano Hrama kulture v dvorano Zinke Zorko in se s tem
nekako poklonili spominu naše častne občanke. Prav tako smo na svečani seji podelili tudi spominske plakete, ki so jih dobili Društvo upokojencev Fala, gospa Stanka Breznik, gospod Danilo Mavčnik in pa gospa Antonija Pušnik. Županino priznanje pa je dobil gospod Štefan Robič. Torej, glavno, kaj v tem trenutku pripravljamo na občinski upravi, je proračun za leto 2021 in 2022. Vkolikor nam bo uspelo, smo se odločili, da bi pripravili dvoletni proračun in seveda vabim vse svetnike, tako kot tudi vse občane, da kdorkoli ima kakšne ideje, da nam jih prosim posreduje in če bomo to uspeli, bomo nekako konec novembra že obravnavali prvo branje, torej obeh proračunov. Nekaj heca. Torej, drugo se izvajajo, torej celo poletje veliko del na področju komunale, torej zaključili smo cesto od šole na Svetem Duhu, prav tako še vedno se izvaja del ceste Antloga-Štelcer, izvajamo vodovod in kanalizacijo v Spodnji Selnici ter ureditev celotnega dela cestišča, redno vzdržujemo ceste, obcestne površine, ureja se cesta oziroma je skoraj že urejena cesta mimo Žage na Zgornjem Slemenu, ki je bila dolga leta velik problem za vse tiste, ki se vozijo v Avstrijo. Prav tako torej smo sanirali ceste po neurju v avgustu, predvsem Gradišče na Kozjaku je v letošnjem torej poletju kar nekajkrat imelo ogromne nalive, tako da so bile poplave, odneslo je nekaj cest, nekaj malega je bilo tudi plazov in smo redno torej sanirali. Upam tudi, da bomo še uspeli letos urediti hudournike, vsaj en del. V navezi smo z ministrstvom oziroma z torej birojem VGB Drava, ki te stvari ureja in kljub temu, da smo skoraj vsak teden z njimi, še čisto sigurnega zagotovila, da bodo začeli delati, nimamo, ko ste videli v proračunu, rezervirana sredstva še vedno imamo, ampak nekako ne moremo najti skupnega jezika, čeprav je gori resnično torej nevarno in je že torej ogrožena tudi torej so življenja in pa stanovanjske hiše. Še vedno pripravljamo številne dokumentacije za ureditev lokalnih cest, različne popise. Zaključena je obnova vodovoda na Svetem Duhu in v zadnji fazi je tudi izgradnja male komunalne čistilne naprave na Duhu, torej ki bo povezovala osnovno šolo in pa župnišče in s tem tudi bomo zaključili območje torej varovanja tega vira pitne vode. Obnovili smo svetilke v Vodovodni ulici, ki se navezuje na Šolsko in proti Kristalu. Še vedno torej na veliko urejamo zemljiško-knjižne zadeve, kot veste, v skladu zakonodaje mora biti vsa ceste, ki so v občini prepisane, zemljiško-knjižno urejene in napisane na lastnika Selnica ob Dravi, to zahteva zakonodaja. Tega je zelo veliko, ker v preteklih letih se to ni torej redno izvajalo, tako da še vedno s tem nekaj odmerjamo, prenašamo, tudi odkupujemo, kot vidite. V zaključni fazi je dokumentacija za izgradnjo vodovoda na Janževi gori, ki smo ga naročili takoj v začetku leta in naslednjem tednu se pričnejo pogovori z lastniki zemljišč, kajti k projektu smo pristopili tako, da je zdaj projektant narisal osnovno traso. Sedaj bomo traso prediskutirali in jo predstavili torej vsem lastnikom zemljišč in pa vsem tistim, ki se bodo potencialno na vodovod priključili, da bodo lahko podali svoja mnenja, informacije, da morda najdemo še kakšno boljšo rešitev, da ne bi naredili kaj narobe. Prav tako pripravljamo projekte za obnovo poslovilne vežice na pokopališču in pa, kot bomo kasneje videli, tudi pripravljamo projekte za izgradnjo športne dvorane in vrtca in pa v zaključni fazi je tudi nakup zemljišča za igrišče pri šoli. Kot boste potem kasneje v proračunu videli, smo uspeli se dogovoriti z lastniki, da nam bo torej, da nam je pripravljen prodati torej vseh 7200 kvadratnih metrov zelenih površin, ki so med šolo in bloki in menimo, da na ta način bo to res velika pridobitev torej za vse generacije v naši občini. Potem torej so izvedeni in pa zaključeni razpisi na področju gospodarstva in kmetijstva. Še vedno potekajo številne aktivnosti za izgradnjo pločnikov in ureditev Holcmanovega ovinka, ki smo ga kupili ravno z namenom, da uredimo varno pot. Nadaljujemo s pripravo oziroma z izvajanjem občinskega prostorskega načrta in pa uredili smo, skoraj smo zaključili zemljiške zadeve na območju Selnice Jug, ki veste, da je bila dolga leta velika težava zaradi
nezmožnosti dogovora med lastniki, sedaj je med lastnike torej kot mediator stopila občina Silnica ob Dravi in smo v teh mesecih torej zadevo zaključili in bodo tam torej zemljišča zdaj na voljo za torej prodajo, če bodo seveda želeli, in urejene bodo tudi ceste, kar menimo, da je po tolikih letih res velik napredek. Kot ste verjetno ugotovili in pa številni občani torej tudi opazili ter se potožili, se je začelo z majem oziroma morda že z aprilom velike težave z odpadki oziroma smetmi, ki so se pojavljali na vseh zbirnih mestih, zato ker je Snaga torej nekako drugače si zamislila, da bo odvažala odpadke, kajti odvaža samo rumene vreče, na katerih je označeno ime Snaga, in prav tako tudi zelene, ki so za ostale odpadke. Vsi občani niso bili pravilno informirani, Snaga tega ni pravočasno povedala in smo zdaj torej kar več kot 2 meseca aktivno delali, da smo to zadevo delno sanirali. Sedaj bomo nekaj teh zbirnih mest ukinili in pa se bomo potrudili, da bi se smeti odvažale pravzaprav od vsake hiše, da teh zbirnih mest za rumene vrečke več ne bi bilo, da bi ostajali samo še kesoni za papir in pa steklo. Tako da upajmo, da nam bo do konca leta to tudi uspelo. Zdaj je skoraj povsod po občini cesta že nekje do take mere urejena, da bi lahko pride Snagino vozilo, torej do nekaterih mest pridejo tudi z manjšimi skoraj da osebnimi vozili in zato menimo, da je takšen način zbiranja pravzaprav od vrat do vrat od vsake hiše najbolj primeren. Na ministrstvu smo bili tudi na sestanku v zvezi z obnovo Ruškega mostu in po njihovih informacijah se bo most začel obnavljati v sredini leta 2021 in se nekje zaključil konec leta 2022, torej približno leto in pol bo most zaprt in to pomeni popolnoma zaprt. Torej ta trenutek, torej sicer se še dogovarjamo z ministrstvom, ali je kakršnakoli možnost, da bi bilo morda saj za pešce ali kako drugače poskrbljeno. Na odboru za gospodarstvo, ki smo o tem tudi zelo natančno razpravljali, so bili tudi predlogi, da bi morda uredili kakšen potonski most, kajti za Selnico je kratek dostop do Ruš res vitalnega pomena, drugače bo obvoz na Maribor, na Koroški most, ampak torej zaenkrat je ministrstvo povedalo, da je most zelo dotrajan in da se bo torej celovito saniral in pa naredila pravzaprav rekonstrukcija in da bo gradbišče tako veliko, da ne za pešce in ne za kolesarje ne bo prostora. Tako da torej to so te zadnje informacije. In pa v zaključku so tudi urejanje pritličnih prostorov občine. Torej, kot veste, smo torej bivšo zobozdravstveno ambulanto, ki jo vsi zelo dobro poznamo v vsej svoji zeleni in drugi barvi, preuredili, torej malo prebelili, postavili nove omare in mize ter večji torej računalnik oziroma zaslon in to je zdaj klubska soba, ki je namenjena torej društvom ali pa občanom, ki se želijo družiti. Redno imajo tu svoje srečanja društva upokojencev, potem tudi pevci, mi smo naredili tudi hišni red oziroma urnik, tako da če ima kdo potrebo ali željo, seveda je dobrodošel, si lahko ta prostor vzame oziroma se v njem uredi sestanek ali srečanja. Prosimo samo, da se oglasite v tajništvu, kjer vidite, torej, kateri termini so še prosti, dobite ključe in pa seveda torej vsa navodila o vzdrževanju čistoče in reda v tej dvorani oziroma prostoru. Tako, to je torej strani občinske uprave in pa mojih aktivnosti. Bi morda želel kdo natančnejšo informacijo, preden preidemo na informacije vaških odborov, ki bodo povedali, torej, kaj se dogaja v vaških odborih in seveda občinska uprava jih pri teh aktivnostih podpira in jim nudi vso pomoč, če je potrebno. Želi kdo kakšno informacijo bolj natančno? Vkolikor ne, hvala lepa, pa prosim gospod Jožico, da nam predstavi, kaj se dogaja v gradišču na Kozjaku. Hvala lepa. Pa vsem lep pozdrav iz gradišča. Jaz bi pač nekako glede na letošnjo leto, ko vsi pač vemo, da stvari potekajo malo bolj počasi, rekla, da je isto tudi pač nekje v gradišču, čeprav moram se eno nekako reči, da tiste stvari, ki smo imeli v planu, nekako prehajajo v končni cilj.
tako da bomo tiste zadeve naredili. Razen seveda moramo tu reči, da je ostalo pač spomenik, ki se ga moramo lotiti, to ve županja in direktorica, v celoti ga je treba pač na nek način sanirati, ker je pač v bistvu pravzaprav potreba taka, da ne more pač biti v takem stanju, kot je. In smo pač rekli, da bomo potem poskušali naslednje leto, glede na to, da pač letos res niso obstajale možnosti in zato smo pač to pustili. Ostalo smo vse, nekako bi rekla, naredili. Tudi razsvetljava na igrišču je zdaj dokončno porihtana, potem smo ograjo okrog naredili, pa tudi tiste malenkosti v dvorani, razen pač moram reči, da imamo blazne težave z delavci, ker na primer smo imeli že dogovor za neko stopnišče, pa to, kar smo mislili sanirati, to ti eden obljublja, pa ne pride, pa drugi obljublja, pa ne pride, tako da jaz upam, da bomo do konca leta oziroma tu nekje do konc novembra prišli skozi, pa da bomo to naredili. Tako da iz naše strani, kaj se tiče vaškega odbora, lahko rečem res, da smo bili aktivni, polno, ne glede na to, da je pač ta korona posegala med nas. Seveda moram pa tu zdaj, ko je županja povedala glede tega za to sanacijo potokov, tu pa moram reči, da sem zelo žalostna, ker moram tako povedati, ne, v 21. stoletju, ker se to čisto konkretno tiče na mojem področju, to se pravi mimo mojega doma, to je v šoli, pa dvorana, potem pa sem jaz, kdo pač ne ve, kje sem še doma. In moram vam reči, koliko sem stara, tako dolgo vem, da so vse noči, ko je nalivi so, pa ko so velike vode, v strahu. In to se dogaja še danes, ko sem stara 65 let. Pred leti moram reči, da tu sploh ni bilo nobenega posluha. Vsakokrat, ko smo imeli sestanke, bila sem tudi pač vedno nekje v odboru vaškega, ko se pač samostojna selnica nastala, in smo o tem govorili, ampak odgovor je bil potem pač na koncu leta nič in to je pač 20 let, ali koliko je, ne bom preštevala. No, ampak letos sem pa mislila, letos pa menda bo, ne, da bi se mogoče saj na stara leta malo bolj v miru zaspala. Ker moja hiša, moja domačija je v takem nevarnosti in še ena kmetija v Gradišču. Ker jaz sem strašno zadovoljna, da se vse to sanira, naprimer, ko pride do neurij, pa da pripeljejo, kaj jaz vem, pridejo z stroji in porihtajo ceste, pa da ljudje nikoli ne ostanejo doma, pa da ne morejo, mislim, da ne bi mogli iti v službo. Ampak glejte, vsa leta se je pozabljalo pa na ta potok. Ker ko bo pa enkrat most pa vse to odneslo, oziroma ne vem, ali pa na vse skupaj, pol bo pa, ne vem. V glavnem, saj jaz vem, da se bo še županja potrudila, pa direktorica, ker nekje moramo začeti, ne, in to je bilo tudi pač nekje planirano, da od mosta, ko prideš v Gradišče, pa koliko bo pač denarja dol, ker potem je pa še tu ena kmetija Plošnik, ki je še nižje od mene dol, tako da mi smo tisti, ki smo prav ogroženi stanovanjsko. Hvala lepa. Hvala lepa za informacije. Prosim še gospoda Senekoviča, da nam pove, kaj se dogaja na Slemenu. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Torej, tak je pri nas, ne. Ta mesec res nismo naredili nekaj velikega, da bi vrago rep strgali, kako se temu reče, ampak nekaj smo. Zakaj? Dogaja se, da imamo predvsem tehnične težave in sicer naredili smo, kar se tiče elektrike. V kuhinji in v jedilnici smo končali, postavili vse razdelilne omare, naredili fine montaže po sanitarijah, kar se tiče elektrike. Hoteli smo narediti še špalete na vratih in oknih, ki smo jih trgali ven. Tu smo imeli pa smolo, ker smo imeli dogovor z zidarjem in je zidar zaposlen v Rušah, v eni gradbeni firmi in je padel iz delovnega odra dol in si je zlomil obe roki.
In tako da resnično nismo mogli naprej, sicer okrevanje počasi poteka, da se počasi ta človek vrača in bo prišel tudi to narediti. Sicer mi smo hoteli imeti odprtje, da bi odprli kuhinjo in jedilnico še letos, nažalost mislim, da ne bo šlo. Čeprav se bomo potrudili in istočasno bi radi potem naredili tudi izdelave estrihov v kuhinji in jedilnici ter nabavili seveda prej še material. Stirodul in polivnil, na kar se bomo dogovarjali z gospo županjo, odnosno z ljudmi, ki so za to odgovorni. To bi bilo za danes vse, se zahvaljujem za pozornost in hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj bi pa še prosila gospoda Korena, da nam predstavi aktivnosti na Svetem Duhu na Ostrem vrhu. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Mogoče se bojo nekatere informacije podvajale, ker je bila gospa županja izčrpna v svojih informacijah. Na Svetem Duhu na Ostrem vrhu se je tudi čez poletje kar nekaj delalo in se je realiziralo nekaj stvari, ki so bile že vnaprej načrtovane. Tako da se je uredilo vodno zajetje, urejuje se tudi mala kemično čistilna naprava za šolo in župnišče. Naredila so se nova igrala za vrtec in šolo, nekaj slik lahko vidite. Tudi notranjost šole na Svetem Duhu se je uredila tla in pa pleskanje. Na novo se je naredilo stopnišče pred Mrliško vežico na pokopališču. Društva in vaščani se trudijo za urejenost okolice, seveda tukaj tudi pomaga režijski obrat občine. Organizirajo se razni pohodi za otroke in pa društva so zelo aktivna na področju gorskega pohodništva. Sedaj čakamo še na ureditev dvorišča pred šolo, ki je tudi že vnaprej načrtovano. Mogoče pa, da še izpostavim nekaj problemov. Glavni problem, kot že nekaj časa govorim, je torej glavna cesta na Sveti Duh, kjer se stvari nikamor ne premaknejo. Zato še enkrat smo v pogovorih z županjo, ampak še enkrat apeliram na gospo županjo, da bi se kljub problemom čim bolj zavzeli in delali na tem, da se ta cesta čim prej uredi, da ne obupamo. Prav tako imamo sredi vaškega centra že 3/4 leta deponijo gradbenih odpadkov, ki nikakor ni skladna z neko turistično strategijo občine Selnica ob Dravi in ne paše v vaško jedro, oziroma bi bilo treba to čim prej urediti. Ti odpadki vplivajo tudi na kakovost pitne vode, na katero so opozorili pri Mariborskem vodovodu. Upamo, vaščani, da se stori vse, kar je v moči občine, da se to čim prej uredi in umakne. Ne vem, mogoče obstaja možnost kakega odloka občine o urejenosti vaškega centra, turističnega kraja, kot je Sveti Duh na Ostrem vrhu. Pa mogoče še en problem za izpostaviti. Imamo tudi nekaj problemov z najemnikom doma Lackovega odreda, ker se ne dovoli, da bi se določene aktivnosti krajanov odvijale v dvorani doma krajanov, kot ga mi imenujemo. Prosimo torej tudi, da se to iz strani občine proba čim prej urediti. Se dela na tem, ampak je težko. Torej, vemo, da je še kar nekaj stvari, ki jih je potrebno postopoma urediti na Duhu. Se bi pa župani tukaj na tem mestu in občini zahvali za posluh, da se stvari počasi in vztrajno načrtovano spreminjajo na bolje. Hvala. Hvala lepa. Ja, torej v zvezi z dvema izpostavljenima problemoma, torej predvsem cesta, kar naprej smo na vezi z ministrstvom, ampak pri njih gre to zelo počasi.
Tako da torej še danes ne vemo torej termina. Zdaj smo torej s podžupanom smo zdaj v navezi, da bomo posebej stopili do ministra oziroma do državnega sekretarja najprej in bomo tam torej najvišjemu vrhu Ministrstva za infrastrukturo to predstavili. Torej vsa leta, kar se dogaja torej na cesti, tudi na Duh, torej poleg pločnikov in ostalega. Ne verjamem sicer, da bo veliko pomagalo, torej trudili pa se bomo, da nam bodo vsaj prisluhnili. Druga težava so deponije gradbenih odpadkov, kjer smo že urgirali, torej tako pri tistem povzročitelju teh odpadkov, tako tudi na nekaterih pristojnih službah, ki to urejajo, ampak žal torej ni posluha strani torej človeka oziroma lastnika teh odpadkov, se žal z njim ne moremo dogovoriti, prav tako se z njim ne moremo dogovoriti glede uporabe doma krajanov. In torej, kot veste, je bil naš moto že ves čas, torej, da se ljudje torej med sabo ne bi prepirali, pa ne, torej, da bi poskusili vse probleme reševati z medsebojnimi pogovori. Žal tukaj nekako ne najdemo prave poti oziroma jezika, pa se z občinsko upravo še vedno trudimo, pa smo optimistični, ampak res, torej ti odpadki so tam menda že od zgodnje pomladi in torej resnično kazijo, torej vsi pa vemo, da je sploh v letošnjem letu, ker je veliko Avstrijcev, torej tudi ni odšlo na dopust daleč, prav tako Slovencev, da je vsak dan, ne samo med vikendi, na Duhu res veliko obiskovalcev in to nam ni torej v ponos oziroma nam je celo, bom rekla res, glede na to, da imamo neko naravno danost, da imamo kulturno dediščino, da pač kar pustimo odpadke tam skoraj celo leto je, ni pravilno, ni nezaslišano, ampak žal torej tudi določene institucije k temu niso mogle torej pripomoč. Zdaj bomo, torej še vedno zadevo rešujemo, pa bomo videli, kako jo bomo čim prej lahko rešili. Morda še kakšno vprašanje v zvezi z delom vaških odborov, njihovimi poročili? Vkolikor ne, torej hvala vsem predsednikom oziroma predstavnikom in prehajamo na 6. točko, to je pravilnik o uporabi telovadnic v osnovni šoli Selnica ob Dravi. Torej v skladu z zakonodajo mora imeti torej vsaka javna stavba oziroma javni prostor, ki ga uporablja torej več ljudi, več uporabnikov, neka svoja pravila. Naša telovadnica šolska je sicer šolska telovadnica, ki je dopoldan namenjena samo torej osnovnošolski vzgoji, torej športni vzgoji, ampak ker kraj nima drugega prostora, se je telovadnica seveda pričela uporabljati tudi popoldan, ki jo uporabljajo društva in pa torej različni občani za aktivnosti, za kar smo seveda zelo veseli, da imamo vsaj ta prostor. Vendar pa zahteva zakonodaja, torej da imamo urejeno, na kak način se ta prostor dodeljuje, kdo ga dobi, koliko zanj plača in kakšna so pravila uporabe. In zato smo se torej z novo ravnateljico torej odločili, da je prav, torej, da tudi mi pridobimo pravilnik o uporabi telovadnice, ki ga imate torej danes pred seboj. Pravilnik je zelo podoben vsem pravilnikom, ki ga uporabljajo druge športne torej dvorane ali telovadnice. In seveda ima neke splošne določbe, kdo je lastnik, kdo uporablja, zakaj se lahko telovadnica uporablja, torej na kak način se dodeljuje, torej kdo jo lahko dobi, kako se ureja s ključi, torej kako je torej tudi s plačilom in seveda z torej stroški, ki so s tem povezani. Ta torej pravilnik smo torej uskladili torej tako z osnovno šolo kot s forumom za šport, ki je dal torej glede na ta pravilnik tudi svoje pripombe in stališča, tako da danes imate pred sabo torej takšen usklajen pravilnik v pregledu. Zato, ker se torej vedno za šolskim letom se začne tudi torej novi razporedi oziroma novi urniki uporabe telovadnice, zato bo ta pravilnik pravzaprav pričel veljati šele torej z novim šolskim letom septembra 2021. Tako da imate danes torej prvič ga pred sabo, da ga lahko torej razpravljamo. K njemu sodi tudi cenik, torej ta priloga in občinski svet bo obravnaval tudi cenik uporabe te telovadnice oziroma uporabo torej znižanega plačila, če se bomo torej tako odločali. In zato bomo torej sprejemali ta pravilnik predvidoma spomladi, nekje v aprilu leta 2021, ko bomo videli, kako je tudi stanje na trgu. In ga danes torej dajemo vam samo v pregled oziroma, da se z njim seznanite.
tako da bomo torej o tem potrditvi in pa sprejemanju, kot je zdaj navedeno v sklepu, odločali potem spomladi. Toliko za uvod. Zdaj bi pa najprej prosila za stališča statutarno-pravne komisije, ki je pravilnik z vidika torej pravnih norm pregledala in podala stališča. Lep pozdrav vsem skupaj. Statutarno-pravna komisija je obravnavala pravilnik in sprejela sklep s predlogom, da ga občinski svet sprejme oziroma da je občinski svet seznanjen z tem pravilnikom. Prosim, Marko, če kar ostaneš, ker je torej odbor tudi pravilnik obravnaval tudi odbor za gospodarstvo? Ja, enako je. Ne, tega ni. Te pa je ne za negospodarstvo. Hvala. Torej, prosim, gospod Lisjak, še odbor za negospodarstvo. Tudi odbor za negospodarstvo se je seznanil z tem novim pravilnikom, tako da to isto, da se seznani, predlaga, da se o tem seznani tudi občinski svet in da bomo v končni fazi potem tudi sprejeli spomladi ves pravilnik tako z tistim dodatkom cen in kako se s tem ravna. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Želi kdo kaj vprašati, dodati? Vkolikor ne, se zahvaljujem in dajem predlog sklepa na glasovanje. Torej, predlog sklepa se glasi: Občinski svet občine Selnica ob Dravi se seznani s pravilnikom o uporabi telovadnic v osnovni šoli Selnica ob Dravi. Prosim, da kdo se strinja s takšnim predlogom, da z dvigom lističev to potrdi. Tako, hvala lepa, soglasno sprejeto. In prehajamo torej na naslednjo točko, to je odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo vrtca in večnamenske športne dvorane v Selnici ob Dravi v enoti urejanja prostora S-3 in S-2 del. Torej, kot veste, torej smo o tem, da ima naša občina torej željo oziroma nujno potrebo graditi vrtec in pa večnamensko dvorano že govorili. In vkolikor želimo ta projekt izpeljati, moramo seveda sprejeti tudi določene usmeritve, kako se bosta ta dva objekta urejala oziroma postavljala v prostor. In danes je torej pred vami torej strokovni odlok, ki govori, torej kakšni so prostorski in drugi torej varstvo okolja in drugi pogoji za priključitev teh dveh objektov v sam torej sistem prostora. Postopek samega urejanja torej tega oziroma sprejemanja tega odloka je takšen, da danes torej razpravljamo o tem odloku prvič. Strokovnjaki, arhitekti in projektanti, ki so to pripravljali, so na ta odlok že dobili prve smernice in usmeritve, torej vseh tistih, ki pri urejanju prostora sodelujejo, recimo kot je priklop na elektroomrežje, na vodovodno omrežje, na kanalizacijsko omrežje. In pa seveda je dal na ta odlok, že so dala ministrstva tudi prva mnenja. In sedaj, ko se občinski svet torej sprejme ta predlog torej odloka oziroma odlok v prvem branju, gre takšen odlok potem na ministrstvo, da ga potrdi. In šele, ko dobimo potrditev strani ministrstva, ga spet občinski svet na novo potrdi. Da si bomo pa lažje torej morda predstavljali o kakšnem prostoru oziroma o čem govorimo, pa sem torej pripravila kratko predstavitev, da si bomo morda lahko torej predstavljali, kaj na tem področju želimo. Torej ta nov vrtec, za katerega smo zemljišče kupili v lanskem letu, športna dvorana bo pa torej stala na prostoru, kjer je zdaj telovadnica. Torej si želeli, da vzpostavimo tukaj nekakšen center za gibalno in pa športno vzgojo, ki bo torej skladen z temi globalnimi smernicami trajnostnega razvoja in seveda bo nekako pokazal, da si občina Selnica ob Dravi res želi, da bi bili ena najbolj zdravih občin in da skrbimo tudi za prihodnje generacije. Pri pripravi torej te dokumentacije ves čas sodeluje tudi učitelji in pa vzgojitelji, ki najbolj vedo, torej kako naj bo vsebina teh objektov in pa seveda naš forum za šport. Če pogledamo tukaj na levi strani, torej vidite zemljišče, ki ga urejamo, torej to je območje tukaj, ne vidi se, torej spodaj levo je torej šola, torej
tukaj na levi strani v tej ortofotografiji, torej za šolo proti severu vidimo telovadnico na to igrišče in za tisto modro črto zadaj označeno, morda se pa da s tem. Torej vidimo zemljišče, ki smo ga že kupili, desno v tem, na tej sliki torej pa je podano to zemljišče, za katero smo se sedaj dogovorili, da bi ga lahko kupili in če boste potrdili torej spremembo proračuna oziroma rebalans, bomo to tudi kupili. Na desni strani je pa potem skica tega prostora. Tukaj je torej skica, kako so si arhitekti oziroma projektanti zamislili. Torej tam, kjer je zdaj telovadnica, če gledamo od juga spodaj navzgor, torej bo stala dvorana, ki bo nekako velikosti okrog 55 krat 40 metrov. Med šolo in torej tam, kjer je zdaj telovadnica, bo večja dvorana, bodo urejena parkirišča. Prav tako bo, ko se premikamo proti severu, ponovno urejena parkirišča, na to zelene površine in na severu, torej te velike parcele, bo tako torej narisan vrtec, 11 oddelčni, v takih torej kockah oziroma s takimi zobci, zato ker to nekako torej sodi takšen pogled v ta prostor, od zadaj pa bodo parkirišča. Tukaj so se arhitekti poigrali pa naredili malo 3D predstavitev, torej kako bi naj to območje izgledalo. Torej na tem travniku, ki je zdaj med šolo in pa bloki, torej pa vidimo že narisano šolsko atletsko stezo in pa nekaj igrišč. Torej zgoraj, tam, kjer je pa še zdaj zeleno in prosto, tam bo pa torej za vrtec posebne velike zelene površine, da bomo imeli tega res veliko. Tukaj je izrisan bolj natančneje vrtec, torej ki bo dvoetažen oziroma klet, manjša klet ter pritličje in prvo nadstropje, v njem bo prostora za 11 skupin, torej nekako do 200 otrok. Ta trenutek jih imamo v vrtcu v centralni enoti vpisano 174, tako da je že kar veliko in menimo torej, da je ta 11, da bo kar zadoščal. Narejen bo pa tako, kot tukaj vidite, da bo na južni strani bodo v pritličju in prvem nadstropju igralnice in vsaka igralnica bo imela tudi pokrito teraso, spodnji pritlični prostori, tudi direktni izhod na zeleno površino, torej tam, kjer so najmanjši otroci. Potem je, torej to na vzgornjem delu te slike je pogled iz juga, torej če se postavimo torej proti severu, pogledamo, vidimo južno pročelje vrtca, spodnja slika pa je severno pročelje, kjer bodo servisni prostori, razne torej pisarne. Tukaj vidimo torej tudi prečne prereze, da bo v 2 etažah in pa kletni prostor. V kleti, torej zakaj smo se odločili tudi za kletni prostor, zato ker bodo vsi 3 objekti, zdaj šola, telovadnica in vrtec s podzemnim hodnikom med seboj povezani, da bodo lahko tako otroci iz vrtca kot torej šli v telovadnico ali pa otroci iz šole v telovadnico po podzemnem, torej takšnem hodniku, ki ne bo torej zelo energetsko potraten. Tukaj so naredili arhitekti nam eno takšno 3D animacijo, kako si približno predstavljajo. Torej vrtec in telovadnica bosta izredno okolju prijaznih materialov, predvsem lesenih in pa sledila torej vsem smernicam zdaj moderne, trajnostne, učinkovite in pa okolju prijazne gradnje, torej tudi z mislijo na to, da treba upoštevati torej tudi podnebne spremembe in pa senčenja. Torej to je pogled, kjer so igralnice, to je pogled iz severa, torej kjer bo dostop in pa parkirišče, torej med tistimi zdaj hišami, ki so v zadnji vrsti. Tu še en pogled iz juga in pa ena skica notranjosti oziroma slika podobnega torej vrtca, kjer upamo, da bo res vesel in pa svetel. Potem pa še naša telovadnica, torej na mestu, kjer je zdaj telovadnica, torej se bo izredno povečala, zaradi tega, ker bo tudi najmanj 11 metrov visoka, kar zahtevajo igrišče oziroma igranje odbojke, da se lahko torej v njem vadi in pa igrajo. Bo 11 metrov visoka in da bo nekako sodla v ta prostor, torej bi jo naj tudi za eno etažo vkopali, tako da bo kletni del vkopan in nato pa prvi del in pa druga, torej etaža pa bosta torej zunaj. Torej to je tisti pogled, če gledamo od smeri kristala proti blokom, torej da bo tak na vsaki strani bosta v naslednji, torej bodo tukaj okna, tukaj pa je pogled iz juga in severa, kjer bojo take torej lesene fasade, spodaj pa steklene torej površine. Na koncu imam tudi torej malo lepšo animacijo v 3D. Torej to so pa notranji prostori,
kjer torej smo želeli, tako so torej tudi dali predlog Forum za šport in pa seveda učitelji in vzgojitelji, torej da naj ima čim več možnosti, dvorana bo imela možnost razdelitve na 3 dele, da bojo naenkrat 3 vadbene skupine, da bo imela dovolj slačilnic oziroma garderob, da bo torej možno v njej igrati tako futsal kot odbojko, rokomet in pa torej ostalo. Prav tako torej bo imela tribune, torej fiksne tribune na obeh straneh, zato da se bodo lahko izvajale torej tudi tekmovanja. Tukaj vidimo še torej pritličju, kjer bo torej tudi poseben prostor, tako imenovana borilnica. Kot veste, karate ima dolgo tradicijo v Sloveniji, v Selnici in pa seveda tudi zelo veliko mladih, nadobudnih karateistov, ki dosegajo izredno dobre rezultate in zato je torej tudi en del torej te dvorane namenjen, torej ker pač potrebujejo malo drugačen prostor tudi njim. V torej zgornjem nadstropju so pa pisarne oziroma tudi prostori za učitelje ali pa, kadar so kakšne tekme, tudi za sodnike. Kot veste, če hočeš imeti določene tekme, določenega ranga, pač moraš zagotavljati tudi prostorske pogoje in mi upamo, da bo v Selnici šport ima vseeno veliko in dolgo zgodovino, da ga bomo tako tudi ohranili. Zdaj pa še nekaj animacij, torej to je pogled iz smeri Kristala. Torej tu bo tisti glavni vhod, taki večji, drugače so pa vsi službeni ali pa bom rekla dnevni vhodi tudi na severu in pa jugu. Tako tukaj je torej pogled iz severne strani, torej proti jugu, kjer so tudi parkirišča, torej zgornji del lesen in pa spodnji del steklen. Tu pa še en tak bolj večeren posnetek, pa upamo, da bomo kdaj tudi tako lepe pločnike imeli, kot jih je arhitekt tu narisal. Tako, jaz mislim, da je to torej na kratko, da smo si malo torej vizualizirali oziroma da smo malo pogledali, torej kako ti objekti, torej kako je mišljeno, kako so si strokovnjaki zamislili, da so jih postavili v prostor. Torej to je tista vizualizacija, v samem odloku so pa potem vse tiste tehnične vsebine, ki jih pač mora odlok torej imeti, da lahko potem gremo v pridobitev gradbenega dovoljenja. Torej postopek je takšen, da po današnji obravnavi gre to na ministrstva, vkolikor dobimo pozitivna mnenja, predvidevamo tam nekje do konca novembra, potem pa lahko začnemo z vlaganjem gradbenega dovoljenja in pripravo vse tiste dokumentacije. Toliko z moje strani, zdaj bi pa prosila najprej mnenje statutarno-pravne komisije in pa seveda odbora za gospodarstvo, ki ga je vodil podpredsednik Marko, ker je gospod Igor Štruc bil odsoten, tako da prosim, če podaš kar mnenje za to točko za oba odbora. Hvala. Statutarna pravna komisija kot tudi odbor za gospodarstvo sta obravnavala to zelo pomembno točko v smislu nadaljnega razvoja občine Selnica ob Dravi, kot tudi v smislu pridobitve čimprejšnje pridobitve gradbenega dovoljenja in ga seveda iz tega razloga tudi predlaga občinskemu svetu v sprejem. Hvala. Tako, hvala lepa. Prosim še odbor za negospodarstvo. Odbor za negospodarstvo se je seznanil z tem odlokom na podlagi takšne obravnave in predstavitve, ko smo jo videli. To je zelo ambiciozen načrt in seveda glede na potrebe, jaz mislim, tudi realen. Zato predlagamo, da se odlok seveda predlagamo občinskemu svetu, da ga sprejme in seveda z veliko željo, da ga tudi realiziramo. Najlepša hvala. Tako, zdaj pa odpiram razpravo. Želi kdo kaj vprašati, podati, prosim. Hvala za besedo. Še enkrat lepo zdrav. Jaz bi dal samo en predlog tu na tem križišču za Kristal, da se bi tu naredilo krožišče, ker avtobus bo še otroke stalno vozil v šolo. In tako zdaj rikverc vozi v to ulico, vsem pa tja je to zelo nevarno. Tako da, če bi se to dalo v enem narediti, to krožišče, vse smo se o tem sicer že pogovarjali, pa da ne bi pozabili. Hvala. Ja, hvala lepa. Malo smo že na to mislili, vendar imamo en manjši problem, da je ravno pri naši šoli nasproti, torej soseda naših šolskega območja je industrijska cona.
In za industrijsko cono je običajno torej kar velika frekvenca torej večjih tovornjakov, torej tudi s priklopniki. In ti imajo torej s krožiščem malo problem, mi pa imamo malo problem s prostorom, da bi naredili dovolj veliko krožišče, pa vseeno ohranili torej dovolj prostora zdaj za dvorano, ker nam gre zelo na tesno. Tako da bodo zdaj, ko bodo natančno izrisovali za gradbeno dovoljenje, bomo še vedno to premislili. Kot veste pa zemljišče na drugi strani, torej na eni strani zdaj, kjer je telovadnica, ne, na drugi strani ni naše zemljišče. In imamo tudi problem, torej, če širimo krožišče, da moramo pridobiti še od lastnikov torej del zemljišča. Tako da torej razmišljamo o tem, ampak torej bomo videli, kaj se bo iz danega dalo. Še kakšno vprašanje? Vkolikor ne, torej dajem predlog sklepa na glasovanje. Torej, občinski svet občine Selnica ob Dravi potrdi dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo vrtca in večnamenske športne dvorane v Selnici ob Dravi v enoti urejanja prostora S3 in S2 del v prvi obravnavi. Torej, vkolikor bi bili pa kakšne pripombe, bi jih seveda pri oblikovanju upoštevali. Torej, vzamemo torej samo to, ki jo je dal gospod torej Flak v zvezi s krožiščem. Tako da predlagam, da je kar del sklepa potem tudi, da se pripombe in predlogi občinskega sveta upoštevajo pri oblikovanju predloga prostorskega akta. Prosim, da z dvigom lističev predlagan sklepa 2 dela potrdite. Hvala lepa, soglasno. In točko zaključujemo in prehajamo na naslednjo točko, to je odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Selnica ob Dravi. Torej, pred vami je torej odlok o subvencioniranju. Kot veste, je torej vsak, ki gradi ali pa torej pridobiva gradbeno dovoljenje, mora plačati komunalni prispevek, ki se plača glede na velikost seveda stavbe, zemljišča in pa na infrastrukturo, ki je v bližini. Torej za vsakega je to kar velik torej finančni vložek, ne glede, da občina Selnica nima visokega komunalnega prispevka, pa vendar je to, torej ko spravljaš denar oziroma gradiš, tudi to veliko. Še posebej velja to za mlajše družine. In ker si Selnica nekako želi, da bi torej ko vidimo številne demografske podatke, da se kot občina pravzaprav staramo, da imamo vedno več starejših ljudi, da se nekateri mladi odseljujejo, je torej to, da razmišljamo o tem, da bi morda mladim in mladim družinam vsaj nekako znižali en del stroškov za komunalni prispevek, morda tudi tista točka, zaradi katere bo kakšna družina več v Selnici ostala ali se pa morda v Selnico preselila. In to nas je vodilo k temu, da smo pripravili torej ta odlok, kjer menimo, da bi lahko iz občinskega proračuna subvencionirali del oziroma 50% oziroma del komunalnega prispevka in tako naredili vsaj del morda okolje ali pa torej boljše za tiste, ki gradijo. Torej v odloku torej je predvideno, da se ta subvencija, to je enkratna denarna pomoč, ki pripada torej tistim mladim in mladim družinam, torej kot spodbuda za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja. In torej za mlade oziroma mlado družino, torej se šteje družina, ki ima vsaj z enega otroka, torej kar pa je, torej mladi pa imate vi v predlogu napisano še 34 let, torej nekako smo povzeli številko, ki jo država v svojih dokumentih obravnava, torej kdaj je človek mlad oziroma prosilec mlad, takrat, ko je star 40 let. Ko smo pa razpravljali o odloku prav tako na statutarno-pravni komisiji in pa seveda tudi potem na odboru za negospodarstvo, pa so dali vsi torej predlog, oziroma na odboru za gospodarstvo smo obravnavali, so dali predlog, torej, da je 34 let morda nekoliko prenizko, da pravzaprav torej, so leta, ko si začnemo urejati družine, sedaj nekoliko torej višja in da bi morda to 34 let prestavili na 40. Torej, občinska uprava je to preverila in se seveda torej s tem torej strinjamo, nimamo nobene na to pripombe. In torej v nadaljevanju 3. člen torej definira, kdo je upravičen, torej tisti, ki je torej star sedaj, če bo predlog sprejet do 40 let in pa ima, torej prvič rešuje svoj problem.
in pripada mu 50% odmerjenega komunalnega prispevka. Je pa torej na ta odbor za gospodarstvo torej pričel razpravo, kaj pomeni torej 50%, da bi lahko torej omejili ta prispevek, torej koliko ga v skupnem absolutnem znesku torej dobi. In smo potem prav tako v upravi torej preverili in pa preučili ta predlog in se prav tako strinjamo, da bi v četrtem členu potem dodali ne samo torej 50%, ampak tudi v znesku najvišji znesek do 3000 evrov. Torej zakaj? Zato, ker je torej komunalni prispevek se odmerja od velikosti parcele in velikosti hiše. In torej za eno družinsko hišo velikosti tam nekje od 120 do 150 kvadratnih metrov, torej ki zadostuje za eno družino, je potem prispevek tam okrog med 4 in 5 do 5,5 tisoč evrov. In zato smo menili, torej, da je to s tem tudi torej nekako razmerje med velikostjo hiše in pa tega, kar občina subvencionira, sorazmerno in zato seveda se strinjamo, da bi tudi pripisali, da sofinanciramo torej v znesku do 3000 evrov. Torej, če si nekdo postavi zelo veliko hišo in bi bil morda komunalni prispevek 12 tisoč ali pa 10 tisoč, da bi potem občina subvencionirala torej samo 3000. Ker nekako pač menimo, da tako velike hiše si torej pač postavlja tisti, ki tudi finančno to zmore in je prav, da občina pomaga tistim, ki imajo morda torej finančno si to težje privoščijo. Torej, kako se bodo delila sredstva? Torej, ko bo zaprosil torej prijavitelj za odmero komunalnega prispevka, bo dodal tudi zraven vlogo oziroma dokazila, da izpolnjuje torej te pogoje, kar se tiče mlade družine in seveda mu bomo takrat na občinski upravi, ki to odločbo izda, torej tudi odmerili znižan komunalni prispevek. Tako, torej odlok pa začne seveda, ko se objavi v medobčinskem uradnem vestniku. Tukaj je sicer zapisano v Uradnem listu Republike Slovenije, ampak mi ga običajno torej objavljamo v medobčinskem uradnem vestniku. Tako, zdaj bi pa prosila za stališče statutarno-pravne komisije in pa odbora za gospodarstvo. Ja, tudi pri tej točki tudi to točko sta obravnavala oba odbora oziroma komisija, statutarno-pravna komisija in odbor za gospodarstvo. Kot je že naseznanila županja, je bila na obeh odborih oziroma komisiji in odboru razprava glede določitve višine starostne meje in pa tudi višine zneska. Odbora sta na koncu sklenila, da predlagata občinskemu svetu točko v sprejem seveda z dopolnitvijo, da se višina starostna meja dvigne na 40 let in pa da se določi najvišji znesek, s katerim nas je pravkar seznanila županja. Hvala. Tako, hvala lepa. Prosim, odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati, kaj dodati? Vkolikor ne, torej se vam zahvaljujem in dajem predlog sklepa na glasovanje. Torej, občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Selnica ob Dravi, torej z dopolnitvami, da se dvigne starostna stopnja za mlade družine na 40 let, da se doda najvišji znesek 3000 evrov in da se v zadnjem členu torej odredi objava v medobčinskem uradnem vestniku. Prosim, če z dvigom rok predlog sklepa potrdite. Hvala lepa. Zato, ker torej na sam odlok ni bilo velikih pripomb, razen teh, bom rekla, dodatkov, predlagam, če se strinjate, torej, da opravimo danes na tej seji tudi drugo obravnavo. Torej, če se ni drugih predlogov, tako da bi najprej prosila, če glasujemo o tem, da bi ta odlok kar na današnji seji opravili še drugo obravnavo, da prosim, če z dvigom rok potrdite oziroma lističev. Hvala lepa. In sedaj, torej še enkrat moramo potrditi torej sklep, da občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Selnica ob Dravi v drugi obravnavi.
Tako da prosim, da z dvigom lističev potrdite. Hvala lepa. Tako da lahko s tem, ko smo danes opravili prvo in drugo obravnavo, torej lahko odlok takoj po objavi prične veljati in se seveda takoj potem tudi uporabljati. Tako da najlepša hvala. Tako v drugi obravnavi. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko, to je pravilnik o subvencioniranju sistemov za zbiranje in uporabo deževnice ter ureditev virov pitne vode za gospodinjstva v občini Selnica ob Dravi. Tako tudi ta torej pravilnik je nastal zaradi tega, ker ugotavljamo, da so pri načrtovanju torej skupnih vodovodnih sistemov se zelo pozna, da je naša občina Selnica zelo razseljena in pa zelo torej reliefno različna. Torej, da imamo številne hribovita območja, na katerih je zelo težko pripraviti enovite vodovodne sisteme, ki bi bili skupaj upravljani. Zaradi vedno večjih podnebnih sprememb, sušnih obdobij ali pa velikih nalivov tudi ugotavljamo, da so številni občani vedno večkrat brez pitne vode in da jih moramo torej vodo voziti iz nižinskih v višinske predele ali pa torej tudi obratno. Ko smo začeli ugotavljati, torej, kako bi reševali to problematiko pitne vode, torej pravzaprav za vse občane, smo ugotavljali, da torej kot enovit sistem ne bo možen, da pa so vsa ta gospodinjstva, predvsem ki so razseljena po hribovitih delih, v preteklosti že uporabljala lastne vodne vire. Kajti zelo smo lahko torej srečni, da je naša Selnica izredno vodnata, torej občina. Mi imamo zelo veliko kvalitetne podzemne pitne vode, ki, torej kar vidimo na območju tako Gradišča kot Duha, nekaj mogoče malo manj na Slemenu, ampak pravzaprav je običajno, torej so hribi bolj suhi, ampak pri nas je veliko vodnih virov. Ampak so jih občani v preteklosti torej ali jim nekako zapustili, ali pa se jim zdaj zdi, torej, da je mogoče bolj enostavno, če bi se priključili na javni vodovod, kot pa če bi urejali svoj vodni vir. In zato smo se odločili, torej, da je to vodo, ki jo imamo, torej zelo škoda, da jo ne čuvamo, kajti ta trenutek sicer naša selniška Dobrava zagotavlja ogromne količine pitne vode, pa se nam zdi, da nam je nikoli ne bo zmanjkalo, ampak nikoli ne bo, zaradi tega, ker se torej dogajajo tudi premiki v podzemlju in se hitro lahko zgodi, da imaš zdaj veliko vodno žilo in pa vodno zajetje, ki se pa ti tudi premakne. In če bi občina imela več razpršenih vodnih virov, ki bi jo tudi posamezni občani imeli, bi nekako s tem tudi zagotavljali določeno sigurnost pri pitni vodi, ne? In ker vemo, torej, da težko torej, občane spodbudimo samo z besedami, smo pogledali, torej, kako delajo tudi druge občine in seveda številne občine spodbujajo svoje občane tudi s subvencioniranjem. Kajti vemo, da ureditev lastnega vodnega vira torej stane kar nekaj, torej je potrebno urediti zajetje, pa potem vse povezati te vode. In zato smo se odločili, torej, da predlagamo občinskemu svetu, da potrdimo oziroma sprejmemo pravilnik, kjer bi lahko, vkolikor se naši občani odločijo, da bodo uredili svoj vodni vir, torej to tudi sofinanciramo. Ne? In na ta način, namesto torej, da gradimo javni vodovod po celi torej občini, kar je tudi tehnično, ne samo finančno nemogoče, da jim na tak način pomagamo. In seveda pravilnik govori, da bi lahko torej kadar si bodo naši občani urejali za svoje lastno vodno zajetje, torej lahko dobijo prav tako torej 50% upravičenih stroškov oziroma največ 2500 evrov na objekt, torej kjer ima občan stalno prebivališče. Ne? Mi smo preverili ta trenutek, torej so nekje cene okrog 5000 evrov, torej za eno gospodinjstvo oziroma eno hišo, tako da mi nekje 50% bi lahko dali zraven. Hkrati pri tem pravilniku smo pa začeli tudi razmišljati o zbiranju deževnice, torej da se voda torej tudi varčuje z vodo, ne glede koliko je ta trenutek imamo, in da bi želeli občane tudi spodbujati, da bi uporabljali deževnico, da bi jo zbirali, torej ali urejali potem uporabljali kot v straniščih ali pa morda za pranje in drugo, tako da smo v ta pravilnik potem tudi vključili, da bi subvencionirali ureditev, torej zbiranje deževnice in pa uporabo, in pa da bi recimo dali 50% oziroma največ do 500 evrov za nabavo sistema za zbiranje in uporabo deževnice. Za eno družinsko hišo ta trenutek stane tak sistem okrog 1000 evrov in menimo, da bi s tem lahko
torej gospodinjstva spodbudili, kajti izraba deževnice se torej ne samo okoljsko, tudi finančno torej zelo pozna in se jo vedno bolj spodbuja. Torej, kakšen bo sistem torej zbiranja, prav tako kot imamo sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav, kjer imamo na spletni strani torej vlogo, jo občani izpolnijo, priložijo torej račun, ko zadevo nakupijo ali pa torej dobijo predračun in potem, torej, ko to izvedejo, tudi dobijo ta denar potem nakazan. Toliko torej v zvezi s pravilnikom. Zdaj bi pa prosila statutarno pravno komisijo in pa odbor za gospodarstvo, ki sta pravilnik obravnavala za stališče. Statutarno pravna? Ja, statutarno pravna je tudi. Gospodarstvo? Pa za gospodarstvo, oba. Statutarno pravna komisija in odbor za gospodarstvo sta obravnavala omenjeno točko. Posebne razprave ni bilo, je pa pozdravno, da bo dejansko, oziroma ta točka ima, bom rekel, dve prednosti. Na eni strani bo prišlo hitreje do nekšne realizacije tudi za tiste odročne kraje, ki zdaj nimajo pitne vode oziroma imajo probleme za to pitno vodo, ker vemo, da vodovod bi bil zelo težko v določenih naseljih pač izpeljati. Druga točka, ki pa je važna pri tej točki, pa je, da dejansko tudi z dolgoročnega vidika, stroškovnega vidika občine je to prav zagotovo na dolgi rok ugodnejša varianta. In iz tega razloga tudi predlagam občinskemu svetu, da se ta točka sprejme. Hvala. Tako, hvala lepa. Odpiram razpravo. Želi kdo kaj torej dodati, razpravljati? Prosim, gospod Lisjak. Jaz tak odlog zelo sprejemam. Gre za to, da bomo kmalu, no mogoče ne v mojem življenju, ampak kasneje sigurno morali zbirati tudi vodo iz streh in preurejati, bi rekel, naše inštalacije na tak način, da bomo najbolj požrešne, bi rekel, potrošnike v hiši, to so stranišča, kopalnice mogoče, seveda uporabljali to vodo in tako čuvali vse vodne vire. Drugo pa je, da bi teh vodnih zajetij in vodovodov po hribih je zelo veliko že do zdaj, saj drugače seveda ne bi mogli te kmetije niti obstajati. Zato, da bi jaz tu dodal, da je potrebno tudi sanacije takih vodnih naprav enako subvencionirati zaradi tega, ker so to ljudje naredili na lastne stroške in seveda ti vodovodi so že tako dolgo narejeni, da bo kmalu treba tudi zamenjati cevi, ker so še ponekod mogoče pocinkane in tak dalje, nekaj ne, in da bi tudi za te sanacije seveda veljalo subvencioniranje. Hvala lepa, torej zelo dober predlog, torej ravno preverjam, torej ta trenutek torej že pravilnik torej omogoča, bi pa torej dodali samo v naslovu, torej ureditev in obnovo. Ne? Tako, ker torej v nadaljevanju je torej pri upravičenih stroških so to stroški subvencionirana nakup, montaža, vgradnja, torej karkoli takrat pri obnovi torej potrebuje. Tako da hvala lepa, bomo to dodali in menimo, da je tudi to zelo, ker da se potem ne odločijo, da kar upustijo pa razmišljajo, da je morda možnost še kje drugje. Hvala lepa. Prosim, lahko. Jaz se pač samo pridružujem gospodu Lisjaku, ker pač prihajam iz tega področja in moram reči, ne, da veliko je teh zajetij v Gradišču, naprimer tako ali tako vsak ima svoje zajetje in da so to dotrajana zajetja. In v bistvu pravzaprav ugotavljam, da se veliko vode tudi vozi na ta kraj naš, gasilci to rešujejo in da pač polnijo te bazene. In tako da predvsem je važno tudi to, da je pač treba to glede na obnovo, da bi se pač to tudi sofinanciralo. Ker mislim, taka zadeva je res
vredna, da spodbudimo tudi naše hribovske kmete, da pač na nek način si to izboljšajo oziroma si preuredijo in da imajo potem res, vsaj nekaj let fiksno zagotovljeno, da bojo te zadeve držale. Hvala lepa. Najlepša hvala. Še kakšna dopolnitev? Vkolikor ne, torej dajem predlog sklepa na glasovanje in ga bom zdaj dopolnila s tem, kar je bilo glede obnove. Torej, Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme pravilnik o subvencioniranju sistemov za zbiranje in uporabo deževnice ter ureditev in obnovo virov pitne vode za gospodinjstva v občini Selnica ob Dravi s smiselno dopolnitvijo tudi za obnove obstoječih virov. Zato, če bi se kjerkoli zgodilo v pravilniku, da treba še torej kakšno besedo popraviti, da nam s tem sklepom, da ne rabimo ponovno na občinski svet, ampak nam ta dodaja, da lahko torej tudi sami smiselno porabimo. Tako da prosim, kdo se s takšnim predlogom strinja. Najlepša hvala. Tako da s tem zaključujemo to točko in prehajamo na naslednjo, to je sklep o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Selnica ob Dravi. Torej, kot veste, država torej zagotavlja oziroma imajo možnost torej vsi starejši v občini, ki so stari več kot 65 let in morda torej sami torej zase težko skrbijo, da si pridobijo torej varstveno storitev pomoč družini na domu. In občina torej to pomoč tudi sofinancira. V začetku leta, torej vsako leto obravnavamo to ceno in dajemo torej soglasje k ceni in to smo storili torej tudi letos, kjer se je minimalno podražila in smo takrat torej prenesli torej tisto minimalno prodržitev tudi na občinski proračun. Podatki, torej, ki ta pomoč se uporablja od leta 2015 in ugotavljamo, torej, da v naši občini torej vedno več ljudi to pomoč potrebuje, tudi vedno dalj časa, tako da je bilo v letu 2019 že več kot 5753 ur oddelanih in seveda to v občinskem proračunu vsako leto zahteva vedno večja sredstva in se torej soočamo, da se bomo morali odločiti, ali več ljudem za določene ure ne bomo nudili pomoči, torej ali kako drugače. In seveda, ker menimo, da je to, da nekomu odrečemo pomoč, torej tista najtežja stvar, zato smo preučili, torej, kaj se da narediti drugače in smo prav tako zdaj torej po vzoru tudi nekaterih drugih občin, torej tudi sosednja občina Ruše ima sistem tako urejen, da smo nekako, da bomo naredili sistem finančno vzdržen vsaj za nekaj časa, uredili tako, da bo sofinanciranje, torej te pomoči strani uporabnika, torej razdeljeno v 3 kategorije, glede na to, koliko pokojnine prejemajo. Torej menimo, da je to zelo, bom rekla, nekako fair oziroma da je to nekako pravično torej dodeljeno. In mi smo predlagali, torej, da bi tisti, ki imajo neto dohodek na uporabnika do 650 evrov, imeli potem 60% olajšavo od veljavne cene in bi bilo torej plačilo 3,55 € na uro. Tisti, ki imajo pokojnino med 650 in 800 evri, bi imeli 35% olajšavo in bi plačali torej 6,08 €. Tisti, ki pa imajo nad 800, torej pa bi imeli nič olajšave oziroma bi plačali 50% celotne cene, to pomeni 8,94 €. Drugače je torej cela ura ob delavnikih vredna 19 € in del, torej 50% občina tako in tako že sofinancira. Zdaj govorimo o deležu samo tistih 50% in to pomeni, da tisti, ki zdaj nad 800 nima več olajšave, bi bila njegovo plačilo torej 8,94 €, občina bi mu pa še vedno torej dala 8,94 € zraven, torej še vedno 50% pa sofinanciramo. Tako da menimo, da bi s takšnim sistemom, torej ta trenutek nimamo podatkov, torej kako naši uporabniki glede na status oziroma glede na dohodke prejemajo, zato ker torej tega do sedaj, torej kot občina ne moremo dobiti, ampak ima samo Center za socialno delo in s tem pravilnikom bo potem Center za socialno delo povedal, koliko je katerih prejemnikov pomoči in vas bomo lahko tudi o tem torej obvestili, o posledicah, ki bodo zdaj torej zaradi tega torej te spremembe. Toliko o tem torej sklepu.
Torej menimo, da finančne posledice, torej da bi občinski proračun zdaj zaradi tega imel manj stroškov, verjetno ne bo, zato ker se nam torej že zdaj imamo, kot imamo podatek, do avgusta smo že zdaj imeli 3200 upravljenih ur, kar pomeni, da bomo do konca leta torej presegli spet tistih lanskih 5700, ampak bomo nekje blizu skoraj že 6, kar pomeni, da bodo vseeno stroški v proračunu, torej odhodki ostali na enaki višini, torej kot so zdaj, ampak lahko bomo pa vseeno več ur, če se bo pojavila torej potreba. Tako. Toliko o osnovnih izhodiščih, zdaj bi pa prosila še statutarno pravno komisijo in pa odbor za negospodarstvo za stališče. Statutarno pravna komisija se je seznanila z sklepom, ki se nanaša na pomoč na domu in ga predlaga občinskemu svetu v sprejem. Hvala. Hvala lepa. Še prosim, gospod Lisjak. Glede na socialno naravnanost tega predloga in pa zares malo podražitev, ki mislim, da ne bo prizadelo posameznikov, se odbor za negospodarstvo strinja z sklepom in seveda ga da občinskemu svetu v potrditev. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? Kaj dodati? Prosim. Jaz bi imela eno vprašanje in sicer, naprimer, to izhaja vse iz tega, da koliko ima nekdo penzije. Me pa zanima, kaj pa, če ima še kakšne druge dohodke, naprimer, to predvsem me zanima za podeželje, ko naprimer imajo še katastrski dohodek, ali pa naprimer nekdo, ki ima še neko dodatno dejavnost, kak je pri tem, ne? Tako da pač, kaj jaz vem, ko ljudje sprašujejo, pa da jim lahko odgovorimo, ali je to res osnova samo penzija, ali bojo še kakšne druge dohodke iskali. Torej, ta trenutek, ta pravilnik torej govori samo o dohodkih, torej pokojnine. Aha, v redu. Tako, da drugega, torej ta trenutek ni zaradi tega, ker je torej ta sistem malo enostavnejši, kot so druge socialni prispevki, ki jih mora preko centra za socialno torej delo. Ta pravilnik govori samo, da je vsak starejši, ki je več kot 65, upravičen do te pomoči. Določena je cena z tem koncesionarjem, ki to izvaja, in mi smo zdaj torej v prvi fazi samo zdaj razdelili na to, da nismo šli v... Glejte, pač vprašam, zato ker naprimer mi moramo vedeti, ne, da to ni samo v urbanih naseljih, ne bo ta pomoč iskana, ampak bo tudi iz širšega področja, ne? Zato, ker pač dan današnji ni več tako, je bilo prej včasih na kmetiji, da so pač bili doma mlajši, pa da so pač to nego prevzeli, marsikdo še hodi v službo in pač rabi to pomoč. Ja. V redu, hvala lepa. Ja, torej veljavna zakonodaja, torej ta trenutek nam nalaga, da moramo imeti to mrežo in te osnovna izhodišča daje torej država. Mi smo zdaj s tem samo torej posegli, da smo samo v tiste prejemke, ki so torej osnovni pokojninski. Vse občine se soočajo, torej mi smo se že pogovarjali tudi na kolegiju županov, pa kolegi župani, posebej smo to točko obravnavali in smo se pogovarjali in kar veliko torej ima torej z tem sistemom torej že finančne težave, zato ker pač starejših je v vseh občinah več in vse občine to zadevo jih teži. V lanskem letu so začela se pogovori z ministrstvom na to temo, da bo te stroške prevzela tudi ministrstvo. Zdaj zaenkrat torej o tej razprave ni, ampak menim, da bo kmalu in takrat bo verjetno tudi natančneje določeno, torej kaj vse sodi, tako kot z vrtci, ne, torej včasih je veljalo torej samo osnovna dohodek, torej zdaj pa je cel sistem, kako dokazuješ, torej da si upravičen do znižanega plačila vrtca in jaz menim, da bo verjetno tudi v tej smeri v prihodnjih letih šlo. Torej mi smo zdaj to torej po vzoru tudi drugih občin naredili, bomo videli, kako bo to torej vplivalo in na naše občane in seveda na proračun in če bo potreba, bomo naredili še kakšno prilagoditev. Tako da hvala lepa. Še kakšna razprava? Vkolikor ne, zaključujem torej razpravo in dajem predlog sklepa na glasovanje. Torej predlog sklepa se glasi: Občinski svet občine Selnica ob Dravi potrdi sklep o soglasju k ceni socialne varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Selnica ob Dravi. Prosim, da z dvigom lističev to potrdite. Hvala.
Tako, zdaj smo pa pri torej drugi naslednji točki, to je elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v občini Selnica ob Dravi za leto 2020. Kot veste, ta elaborat mora občinski svet vsako leto obravnavati in na podlagi torej podatkov v teh elaboratih tudi določamo ceno, celokupno torej ceno vode, ki je sestavljena seveda iz omrežnine in pa vodarine. Torej danes, torej v septembru torej obravnavamo torej tudi ta elaborat za leto 2020 in v njem torej so podane torej v skladu z metodologijo, ki nalaga javni službi, to je ki upravlja z pitno vodo, to je pri nas Mariborski vodovod, da pripravi torej ta elaborat v skladu z zakonodajo. Torej vsi vsebine, ki so tu noter podane, so podane tako, kot to zahteva zakonodaja. Osnova tega pa je, da Mariborski vodovod vse svoje prihodke, ki jih ima z občino Selnica ob Dravi na področju upravljanja z vodami, to pomeni vsa ta plačila, ki jih mi kot občani plačujemo Mariborskemu vodovodu, upošteva in seveda vse odhodke oziroma stroške, ki jih ima, da ta naš vodovod upravlja. Torej upravlja pomeni, da zagotavlja kvaliteto pitne vode, skrbi, če so kje izgube, prelomi, skrbi za vodomere in jih v skladu z zakonodajo umerja, zamenjuje. Torej vsi ti stroški torej so zajeti in pa predstavljeni, torej kaj to pomeni na nivoju celotnega Mariborskega vodovoda, ki veste, da pokriva, mislim, da več kot 20 občin in kaj to pomeni tudi za našo občino. In torej letošnji torej elaborat predlaga nam tudi torej spremembo torej naše cene in sicer povišanje za skoraj 9 centov, 0,089 evra in razlogi, ki jih Mariborski vodovod navaja, torej pravi, da med najbolj izpostavljenimi elementi so stroški dela, na ravni dejavnosti so se plače dvignile za 4,56% glede na povprečje od leta 2016-2017. Prav tako so na stroške dela so dodatno vplivala tudi spremembe zakona o minimalni plači, ki se je spremenil s 1.1.2020 in so se dvignile iz 886 na 940 evrov. Torej in se je glede na leto 2016 minimalna plača dvignila za 18,95 evra. Torej poleg torej stroškov dela so se posredno potem tudi dvignili stroški vseh ostalih storitev in pa tudi električne energije in v bistvu vse opisano potem je imelo torej posledico, da predlagajo torej dvig cene, ki jo imate torej obrazloženo potem na strani torej 13, mislim, da je na strani 13, tako, da se zdaj gre za spremembo cene torej iz trenutnih 0,7685 evra na kubični meter, torej na 0,8583 evra na kubični meter. Tako da to je tisto glavno, kaj v tem elaboratu imamo. Tako da je občinska uprava, ko je vse to pregledala, torej je pač menila, da so vsi podatki, ki so v njem torej relevantni in da nekako torej nimamo razlogov, da bi predlagali karkoli torej drugače. Dajem pa torej sedaj gradivo v razpravo, najprej bi pa prosila odbor za gospodarstvo, ki je elaborat tudi obravnaval. Odbor za gospodarstvo je obravnaval elaborat in ga predlaga tudi občinskemu svetu v sprejem. Je pa tak, da dejansko dosti več nekih, da bi lahko kaj naredili glede te cene, se ne da, ne sliši se veliko. Mariborski vodovod, kot vemo, je na nek način monopolist, ne deluje konkurenčno nekako na trgu in zato dejansko na nek način ni druge izbire, kot pa da se dejansko potrdijo ti sklepi oziroma ta elaborat. Hvala lepa. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? Torej, vkolikor ne, zaključujem in dajem predlog sklepa na glasovanje. Torej, občinski svet občine Selnica ob Dravi potrdi elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v občini Selnica ob Dravi za leto 2020, torej kot je predlagano v elaboratu. Prosim, da dvigom lističev sklep potrdite.
Tako soglasno. Tako, hvala. In prehajamo na naslednjo točko, to je poročilo o izvrševanju proračuna občine Selnica ob Dravi v prvem polletju leta 2020. Torej, to je samo poročilo, ki ga mora občinska uprava in pa županja seveda predstaviti občinskemu svetu, kaj se je dogajalo s proračunom od januarja do konca junija, torej prvih 6 mesecev. Ta poročilo oziroma je zelo podobno torej zaključnemu računu po sestavi ali pa proračunu, v katerem lahko za vse postavke v proračunu vidite, kaj se je z njimi, kako so bile porabljene oziroma realizirane do junija 2020. Nekatere torej postavke boste videli, ker je v juniju se pravzaprav dogaja to, da se v prvi polovici leta veliko dokumentacije za projekte pripravljajo se javni razpisi in veliko nalog še ni zaključenih ali pa ni plačanih. Recimo nekatere ceste so zaključene v juniju, izdani računi in potem plačani v juliju in to se v realizaciji ne vidi, zato boste videli veliko kje, da je realizacija zelo nizka, nekje morda celo samo nič procentna. Na drugi strani pa recimo sta bila razpisa za sofinanciranje delovanja društev na področju kulture in pa na področju športa že hitro v začetku leta, tam pa je realizacija že takoj 100%. Tako da v splošnem torej bi rekli, da se je proračun v prve polovici leta torej izvajal brez posebnosti, vse redno plačujemo, torej prihodki so pravilno prihajali in jih je, ker prihaja večina torej prihodkov po 12, kaže na prihodkovni strani torej malo višjo realizacijo, odhodkovna stran se pa začne pravzaprav po juliju bolj realizirati. V poročilu je tudi torej povedano, da torej tudi proračunski porabniki, posredni, torej to so šola in naši javni zavodi, kot so šola, vrtec in pa hram kulture, torej poslujejo brez torej posebnosti, da ni bilo torej nobenih izjemnih dogodkov in pa torej, da ni prišlo tudi ne do koriščenja proračunske rezerve in prav tako ne sklada za naravne nesreče. In torej, da v torej letu 2020 tudi nimamo vnaprej nekih planiranih nobenih poslovnih dogodkov v zvezi s poroštvi ali pa z nekim kreditiranjem, tako da je torej vse to tekoče in pa v skladu torej s tem, tako kot smo načrtovali. Tudi v njem je torej podano, če bi bili potrebni kakšni posebni oziroma potrebni posebni ukrepi in torej finančna služba je ocenila, da poslujemo tako, da ni treba nobenih posebnih ukrepov. Toliko na kratko. Poročilo je obravnavala torej tudi statutarno pravna komisija in pa odbor za gospodarstvo ter tudi odbor za negospodarstvo. Vse torej naše komisije in odbori, vsi trije so to obravnavali. Prosim. Tako statutarno pravna komisija kot tudi odbor za gospodarstvo sta obravnavala poročilo in ga tudi predlagata občinskemu svetu v sprejem. Hvala. Hvala lepa. Odbor za negospodarstvo se je seznanil s poročilom o realizaciji proračuna občine Selnica ob Dravi za obdobje 1.1.20 do 30.6.20 in ga predlaga občinskemu svetu v potrditev. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Želi kdo v zvezi s poročilom kaj razpravljati, morda vprašati? Številk tukaj ne moremo spreminjati, ker je samo poročilo. V naslednji točki, ko je sprememba proračuna, torej takrat bomo imeli kakšne možnosti še spreminjati, torej to je pa samo poročilo. Vkolikor ni razprave, torej dajem predlog sklepa na glasovanje in ta se glasi. Torej občinski svet občine Selnica ob Dravi se je seznanil s poročilom o izvrševanju proračuna občine Selnica ob Dravi za obdobje od 1.1. do 30.6.2020. Prosim, da z dvigom lističev to potrdite. Tako, hvala. In zdaj pa prihajamo k tisti zadnji točki, ki je, torej bomo rekli, skoraj da najbolj pomembna, ker vse to, kar smo prej sprejemali in se strinjali, sedaj je odraženo v tem novem predlogu proračuna.
Kot veste, smo proračun sprejemali januarja, imeli junija prvi rebalans in smo upali, torej, da novega spremembe proračuna oziroma rebalansa v letošnjem letu ne bo potrebno. Pa so se zgodile, bom rekla, morda 3 večje stvari, ki so pa vplivali na to, da je ta rebalans seveda nujno potreben. Prva je ta, če pogledamo na strani prihodkov, je, torej kot veste, je del naših prihodkov tudi koncesnina za izrabo reke Drave, ki nam jo Dravske elektrarne vsako leto plačujejo, glede na to, koliko električne energije je proizvedeno oziroma prodano. In ker je bilo v letu 2019 jesensko obdobje precej sušno, smo bili mi na eni strani veseli, ker ni bilo snega, pa je bilo malo manj pluženja, na drugi strani se pa nam zdaj pri proizvodnji električne energije to pozna in je poračuna, ker mi vsako leto dobivamo pavšal, ko se potem naredi zaključni račun in obračun vsega, kar so Dravske elektrarne v 2019 torej proizvedle in prodale. Običajno tam nekje maja dobimo potem poračun, ki je pa tokrat bil žal negativen. To pomeni, da smo prejeli, da je bilo planirano, da bomo prejeli 46.000 evrov več, torej do katerih smo upravičeni glede na stanje v letu 2019. In tako so prihodki na strani, torej strani koncesij manjši za 46.000 evrov. Prav tako je z Ministrstvom za kmetijstvo, preko katerega za projekte LAS dobivamo finančna sredstva in smo glede na prijave oziroma kar smo prijavljali projekte in pripravljali, planirali, da bomo tudi z njihove strani nekako dobili 60.000 evrov. Zdaj pa ugotavljamo, da bomo letos v proračun dobili torej samo 30.000 evrov in seveda je to več kot 30.000 manj. Prav tako torej nismo torej ugotovili oziroma smo načrtovali, da bomo lahko prodali tisto stanovanje, kot je bilo v planu ravnanja z nepremičninami, ampak torej do meseca septembra zdaj nismo stanovanja prodali, kar pomeni dodatno, kjer smo planirali 30.000, torej tudi tega prihodka ni. In je naš proračun na strani prihodkov torej manjši za nekaj čez 100.000 evrov, kar se nam pa zdaj seveda na odhodkovni strani, ki smo jo načrtovali skoraj toliko, koliko smo imeli prihodkov, torej tudi pozna. Na strani odhodkovni strani torej smo bili zelo racionalni, pa bi drugače teh 100.000 evrov manjka torej nekako spravili skozi, vendar se nam je na drugi strani, na odhodkovni strani ponudila priložnost, na katero je občina Selnica ob Dravi čakala skoraj 20 let in to je nakup zemljišča, o katerem smo prej govorili, torej travniki med osnovno šolo in torej bloki, cel travnik, torej čisto spodaj od ceste pa zgoraj do individualnih hiš, 7200 kvadratnih metrov, o katerih si je občina jih želela že skoraj 20 let in se je pogovarjala o tem nakupu in vendar torej ni prišlo nekako do dogovora med lastniki in pa občino. Torej tudi jaz sem že lani v začetku leta torej pričela pogovore z lastniki in zdaj po letu in pol smo torej prišli do dogovora, da so pripravljeni prodati. Potem smo torej se še pol leta pogovarjali o ceni oziroma naročili cenilce, da so natančno ocenili in na koncu se seveda spogajali in cena tega zemljišča je 154.000 evrov za 7.000 skoraj 200 kvadratnih metrov in menimo, tako kot so tudi cenilno poročilo je govorilo, torej da je ta cena takšna, kot so jo strokovnjaki torej tudi potrdili. In kljub zelo torej napetem finančnem stanju v proračunu smo ugotovili, da smo lani bili torej zelo pridni in smo kar nekaj privarčevali in da je za nakup tega zemljišča torej primerno in torej potrebno torej tudi vzeti zdaj en del tega prihranka. Zato smo na odhodkovni strani torej to vključili v proračun in imate na strani odhodkov potem torej dodatnih teh 154.000 evrov odhodkov in če bomo danes ta rebalans potrdili, bomo mi imeli potem tudi finančno podlago, da sklenemo pogodbo in to zemljišče še v letošnjem letu prenesemo na občino. Torej na strani, v rebalansu imate na strani 50, torej zelo natančno torej pokazano, torej pa povedano, torej kje smo denar še vzeli. En velik del smo vzeli tudi na ureditvi Holcmanovega ovinka, torej tega najhujšega ovinka na naši cesti. Zakaj? Torej tam smo z prvim rebalansom dali 80.000 evrov, ker smo se z državo torej pogovarjali, mi smo za 40.000 evrov to zemljišče kupili.
Potem smo pa rekli, da bomo 80 000 dali za ureditev pločnika. Vmes je država torej pričela z pripravo drugačnih projektov, drugačne dokumentacije, torej in do danes torej še od njih nismo dobili nove dokumentacije, da bi videli, kako da ta pločnik torej mora biti oziroma kako ga moramo narediti. Zato smo del denarja iz tega pločnika vzeli in ga zdaj prerasporedili. Na postavki za ta pločnik pa smo pustili še 10 000 evrov, ker menimo, da bo to dovolj za to, da bomo uredili samo varno pohodno pot. Torej ne bo to zdaj celoten pločnik, ampak bo samo za kapelico, torej varna pohodna pot, ki bo šla takoj za kapelico, se dvignila, potem bo pa šla približno meter, malo več kot meter nad cestiščem in se potem spustila pri torej Krejanovih spet nazaj na nivo. Menimo, da bomo s tem, torej preglednost ovinka še ne bo dana, ampak bo pa vsaj varno, torej za pešce, ki tam hodijo, da bodo lahko ubrali torej to varno pot. Torej prav tako smo vzeli nekaj denarja na hidravličnem uravnoteženju ogrevalnega sistema v osnovni šoli. Kot veste, so stroški za ogrevanje v osnovni šoli zelo visoki. Ugotovili smo, da bi jih lahko del znižali, tudi če bi pravilno hidravlično uravnotežili sistem, ker je šola izredno velika. In pa, če bi namestili regulacijske ventile, po projektantski oceni je bilo, da imamo dovolj 25 000 evrov, zdaj, ko smo torej prišli v povpraševanja na trg, pa smo ugotovili, da bi torej potrebovali 50 000 evrov in zato smo to torej investicijo in ureditev premaknili v leto 2021 in teh torej 25 000 evrov namenili tudi za nakup tega zemljišča. V samem proračunu, če boste gledali, torej kakšna je sprememba od obstoječega, torej boste videli kar nekaj procentnih premikov. Žal smo morali torej iskati tudi 500 ali pa 1000 evrov za varčevanje, zato da smo ta proračun zdaj nekako pokrili skupaj in ga zložili, da je tako, kot mora biti. Smo pa še vseeno veseli, da smo pa kljub torej temu, da smo torej tako varčno ravnali, pa nekatere investicije morali odstraniti, da smo na investicijskih odhodkih vseeno povečali za torej skoraj da 1% več še vedno na investicijah, kar zelo pomeni. Z nakupom zemljišča pa, torej bomo, če boste ga torej danes potrdili, bo Selnica bogatejša za več kot 12 500 kvadratnih metrov novih zemljišč. To pomeni 3500 že v lanskem letu, 2500 kvadratnih metrov za ovinek in pa zdaj nekaj več kot 7200, kar pa menim, da je torej tudi zelo velika pridobitev za torej občino in pa za naprej. Čisto detaljno v vsako spremembo, torej zdaj morda ne bi šla, torej če ima kdo vprašanje, pa bom z veseljem torej odgovorila, zakaj smo kje vzeli oziroma trudili smo se, da smo vzeli tiste viške in da nekih programov drugih torej nismo zaradi tega zmanjševali ali pa komu veliko odtegovali. Občinska uprava, torej tako kot lani, tudi letos zelo racionalno torej dela vsemi stroški, ki so povezani z delom, z materialnimi stroški, z čiščenjem. Ja, morda še torej priloga tega proračuna je tudi načrt ravnanja z premoženjem, torej v katerem je videno, torej, da predlagamo nakup teh 2 parcel. Potem pa je tudi kadrovski načrt, ki se pa ne spreminja, čeprav smo torej v letošnjem letu, v avgustu je odšla v pokoj ena sodelavka naša, torej gospa Brigita Kure, ki je torej bila naša čistilka in jo torej za enkrat ne bomo nadomestili z novim zaposlenim, ampak bo čiščenje prostorov izvaja čistilni servis, tako da smo tudi na tem področju racionalizirali. Žal smo torej zaradi torej tudi pomankanja denarja in pa ta trenutek ni na vidiku novih projektov, tudi nismo podaljšali pogodbe še z enim sodelavcem v občinski upravi in tako torej tudi zmanjšali število zaposlenih. Ko sem delala primerjalne analize, je število zaposlenih v naši občinski upravi še vedno nekoliko višje, kot se za velikost občine, kot smo mi, je racionalno in pa primerno. Tako da bomo, torej nekateri se bodo v kratkem tudi še upokojili, tako da bomo na ta način morda zmanjšali. Vkolikor bomo pa dobili finančna sredstva druga, torej za določene projekte, ko bodo razpisi, upamo, da se bodo začeli že v drugem letu, pa bomo po potrebi kakšnega torej tudi še zaposlili, ampak zaenkrat brez dodatnih finančnih sredstev, torej te občinske uprave več ne moremo torej števila zaposlenih širiti. Toliko o proračunu.
Zdaj pa torej prosim za stališče. Torej vsi statutarno-pravna komisija, odbor za gospodarstvo in odbor za negospodarstvo so predlog proračuna oziroma spremembe in dopolnitve obravnavali. Tako da prosim za stališča. Ja, vsak proračun oziroma vsake spremembe, vsak odlok zahtevajo določena odrekanja na eni strani, na drugi strani pa nove projekte. Tako je tudi v tem primeru. Vse spremembe na aktivni in pa na pasivni strani so bili, mislim, za strani županje vsebinsko zelo podkrepljeni. Osebno pa tudi tako komisija in pa odbor za gospodarstvo smo zelo veseli, predvsem zaradi nakupa tega zemljišča, da se je to zdaj omogočilo in pa da se bodo seveda lahko ti projekti za vrtce in pa za športno dvorano in tako naprej nadaljevali. Iz tega razloga komisija in pa odbor za gospodarstvo predlagata občinskemu svetu, da se te spremembe oziroma odlok o spremembah proračuna sprejmejo. Hvala. Hvala. Še gospod Lisjak. Odbor za negospodarstvo se je seznanil z odlokom o smiselnih in pametnih spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu, to, kar je rekel, ne samo nakup zemljišča, tudi druge stvari, ki jih je, bi rekel, v perspektivi občine potrebno nujno narediti, da bomo lahko sledili razvojnim ciljem. Zato bi rekel, da odbor z 7 glasovi za in nič proti sprejema in predlaga občinskemu svetu potrditev. S spremembami odloka se uredi tudi načrt razvojnih programov za obdobje 2023. Najlepša hvala, tako da odpiram razpravo, še želi kdo o proračunu razpravljati. Prosim, Bernarda, prosim kar tukaj, ja. Ne, prosim tukaj, da slišimo. Zato, ker v dvorani zelo odmeva, pa se zelo slabo sliši, tako da zato smo prosili, da imamo. Podala bi samo obrazložitev glasu, kako bom glasovala pri 13. točki odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi. Tukaj bi predvsem veliko zahvalo podala gospe županji za uspešna pogajanja, ter odlok bom vsekakor podprla. Teh 154 000 evrov pa je zelo velika, je velik znesek, ampak je zelo dobra poteza za nakup tega zemljišča, za vse bodoče generacije in velika pridobitev za občino. Hvala lepa. Še morda kakšna razprava? Vkolikor ne, dajem predlog sklepa na glasovanje. Torej občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2020 v hitrem postopku. S spremembami odloka se uskladi tudi načrt razvojnih programov za obdobje 2020-2023. Prosim, da z dvigom lističev torej sklep potrdite. Soglasno, torej vsi za. Torej v imenu občinske uprave in seveda v mojem imenu bi se vam res najlepše zahvalila za potrditev. Vsi skupaj pa se bomo potrudili, da bomo to, kar smo tudi v ta rebalans zdaj napisali, tudi do konca leta izvedli in torej tako res naredili dodano vrednost iz tega denarja. Tako, zdaj pa smo glavne točke končali, pa prihajamo na zadnji 2 točki, to so najprej vprašanja svetnikov. Morda bi preden dam besedo še vam, še morda odgovorila tudi na tisto vprašanje, gospod Lisjak, ki ste ga vi na prejšnji seji vprašali v zvezi s priključitvijo na kanalizacijski sistem v delu proti zahodu Selnice. Torej kar nekaj uporabnikov je že priključenih, z nekaterimi pa zdaj ravno peljamo postopke, da jih bomo priključevali in menimo, da bodo do konca leta vsi priključeni. Torej tam gre še za nekatere težave na področju zemljišč, ki pa jih zdaj bomo tudi preko občine kot nekega mediatorja rešili. Lahko, kar izvolite. Kdor se vozi tja v Črešnjevec in takoj, ko se zavije iz ceste navzdol, je ena graba, v kateri pa je
kanalska voda in voda iz pralnic in tako naprej, tista voda pronica v to zemljo, ki je peščena, in tik pod tem, seveda ne tik, ampak spodaj v gozdu pa je črpališče. Če ga bomo zastrupili, bomo pili samo deževnico. In priključitev tega bajeda ni predvidena. Torej mislite cel Črešnjevec dol? Torej, samo tega, do Sabolekov je narejeno? Tam pod Sabolekom. Ja, ti bodo vsi, eni so že priključeni. Eni so že? Sabolekovi niso priključeni. Spodnji, ampak voda pod cesto gre skozi in se tam zadržuje v tistem tja proti Štancevemu, Pečovnikovemu travniku, tam počasi pronica, zelo je nevarno. Zato moram posebej, da bi se to priključilo, ker to je pa res nevarno. Tehnični pogoji so tudi za gospoda Saboleka že urejeni, tako da je, mislim, da zdaj že v fazi, ko se priključuje. Super. Hvala. Še kakšno vprašanje? Vkolikor ni, se zahvaljujem, pa gremo na naslednjo točko. To so pobude svetnikov. Prosim, Bernarda. Hvala za besedo. Moja pobuda se nanaša na ovinek pri kapelici na cesti G1 proti Fali, kot smo ga danes imenovali Holcmanov ovinek. Tam bi moralo biti prehod za pešce in pohodnike, ki pridejo z Jabolčne poti ali gredo na Jabolčno pot ali na primer nadhod. Vendar ta nadhod, kot smo se tudi pogovarjali pri statutarni komisiji in negospodarstvo, ne bi bil primeren za starejše ljudi, kolesarje, za mamice z otroškimi vozički. Primeren bi bil podhod, kar pa bi bila precej dražja varianta. Pobudo dajem, da se na levi strani ceste naredi pločnik za pešce in kolesarje, od Petrola do Kapelice ter med Petrolom in trgovino Jager se naredi prehod za pešce. Tam je še glavna cesta pregledna, saj blizu ovinka te možnosti ni tako velike, pa tudi, ko se bo ta ovinek kasneje izravnal, bodo vozniki verjetno vozili hitreje in ne bo tako varno prečkati tam ceste. Hvala. Najlepša hvala za pobudo, jo bomo preučili pa pogledali. Še kakšna pobuda? Torej, vkolikor ne, s to točko zaključujemo današnjo sejo, 15. sejo občinskega sveta občine Selnica ob Dravi. Vsem bi se torej najlepše zahvalila za sodelovanje in torej želim vam še lep večer ter bodite zdravi.